Ustrašite se. Samo DJ, wow! Normo ste zastavili kar visoko. Bojo ostali bendi zmožni to doseči, temu slediti? Ja, definitivno. Ko sem videl, s komu se špilamo danes, mislim, da je konkurenca odfukana, tako da srečno, fantje, mislim, se ne date sreče, se so sami profiči pizde. Pa vas sekira konkurenca ali ne? Ste vi tu samo zaradi sebe? Ali... Zakaj bi nas? Mislim, se ni potrebe. Če se sekeramo, poli so še slabši igramo, slab energy. Mi pridemo gor, smo na isti valovni dolžini, kot vsi ostali bendi, drugače se ne moramo sploh štekati. In pol odružimo svoje in pol, če kdo joka, to ni naš problem. To ni naš problem. Je ful razlika v tem, da ostanete garažni bend ali pa da pridete nekam malo dalje, pa več ni to garaža? Ne, v bistvu edina razlika, ki je, da kle se jaz pizdim nanga, tam se pa pač producent. Simple as that, no? Mislim, sound sicer valjda se ne moramo primerjati, ne, ampak ipak je nam point of vibe, ne, da je zdaj dejansko nek polikan sound, ne. Ste že imeli kako tako šanso ali iščete? Mi smo šele začeli dobro koncertirati v avgustu, tako da imeli smo 2 špila tako v zunaj, drugače smo pa pol malo bolj po klubih igrali, ampak ja, se mi zdi, da je res taka za en open air festival, ja, mislim. Poletje čaka, vaša muzika pa je v bistvu čisto drugačna od drugih. Ste to tako razmišljali, da je taka muzika ali je kar samo ratala? Ne vem, jaz zmeri rečem, da nas je nekako usoda skup pripeljala. Pač Gregor je nekako umetniški ta guru, ki ima prenese nek žmoht od komada navaje in pač mi potem to spravimo v tako celoto in pač se nikoli nič kaj dosti ne obremenjujemo, pa gremo, kamor nas muska vzame. S kom pa vas primerjajo? Kaj smo bliže vse? Kings of Leon, Dante? Vse smo bliže, ne. In vse je cool, mi se ne obremenjujemo s tem, ne. Imate verjetno 2 študenta, oziroma 3 kakorkoli in malo starejšega pevca. Kako se to obnese v bendu? Super, ubogajo ko strela. Radio Jam, kje se vidite na koncertih? V roku enega leta, kje so vaše neke koncertne destinacije, kje bi radi špijali? Konkretno nimamo destinacij, pač malo večji odri, kaj tako, ko je tole, mogoče kakšne poletne prireditve, festivali, kaj tako. Pa dosti samih špilov, predvsem ciljamo na tem, da bi imeli čim več svojih špilov, čim večjih. Kako to, da ste se odločili za besedila v slovenščini? To se kar malo bendov rokovskih odloči za to, no? Ja, v bistvu imamo vsa slovenska besedila, no, kar se tiče zdaj naše muzike, ki jo pripravljamo tudi za Plato konec leta. Ta zadnji, ki je bil v angleščini, je pa v bistvu cover, ki ga zelo radi preigravamo. Tako da slovenska pa rečemo, da so malo bolj razumljiva tle pri nas. Pevec se je pravkar obrisal v mene, z mano so? Pyroxin. Kako so glasilke? Pa super, evo. Še za 2 uri pa pol koncerta. Torej imaš prav natrenirane glasilke, da zmorejo to? Ja, seveda, kilometrine. Zakaj so se odločili za to vrsto muzike? Pač metal je. Metal nosimo v srcu, metal nosimo v duši. Ponavadi včasih tudi na sebi. Kje najdete to neko pravo mero, da ste na odru energični, pa hkrati tehnični, ker pač je drugače, da so bendi ali eno ali drugo. Če so tehničari, se ful pač zaprejo sami sebe, vi pa pač ste kar to nekako boje združili. Mogoče bi to bolj Klemen povedal, ampak mislim, da zdaj tako, kako zdaj izhajati, čist po občutku eno pravo mero narediti, da nisi pretehničen, pa da nisi, zdaj energije po mojem nikoli ni preveč. Kaj pa bobnar, ki dela v bistvu s celim telesom, kak pa je bobnar v zadnji? Prevroče. Si bom mogel naštimati en ventilatorček. Ste se kar tak našli ali kak je to ratalo? Ja, v bistvu, jaz sem Klem naenkrat videl na enem koncertu, itak me je čist glava odprl, ker sem ga videl špilat. Poznal sem že njega, pa sem rekel, dej, jaz bi rad imel band, ampak hočem tega kitarista. Na koncu neko kitaš je rekel, da pozna enega pevca, itak sploh nismo vedeli, kdo je. V glavnem, enkrat smo se dobili v enem bifeju, smo spili skupaj in smo rekli, ajde, dej, gremo malo špilati.